Začeli bomo pri prvi skupini. Jakob, Ja. ti imaš eno stopinjo. Da. Torej, jaz sem dobil konobelico. Konobelica je poznana po tem, da ima na spodnji strani, torej na trebuhu, bel kožuh. Sicer živi v gozdu, ampak zadnje čase pa povzroča težave tudi z naseljevanjem na strehah hiš. Dobro, še kakšen stavek? Uh, 3 stavki mora biti, a ne? A je si vse povedate? jeda. Okay. Je zvera, ne? Je. Dobro. Torej, jaz sem dobil pa veverico. Živi na velikih krošnjah na drevesih, zbira želode. Velika je približno 20 cm, barve pa ponavadi rdečo-oranžne ali pa sivo-črne. Dobro, v redu. Jaz sem dobil pa jelena. Oba sta dobila po 2 točki. Jaz sem dobil pa jelena. Živi v gozdovih. Prehranjuje se s travo. Ima 4 noge in dolgo rogovje. Ima rjavi kožuh. V redu bo, In super. je rastlinojedec. Si rekel, ja. Dobro, 2 točki. To je divja svinja in za hrano brska zemljo, da pride do koreninic. Zelo varuje svoje mladiče in je najnevarnejša zver v Sloveniji. Zver? Žival. Ja, je zelo nevarna. Mogoče veš, koliko ljudi je umrlo od divje svinje po drugi svetovni vojni do danes? Ne. Več kot 100. Za razliko od medveda, ki so umrli samo 3. Ja? Bomo še nekaj rekli o medvedu, ja? Ni problem. To je pa domača mačka, ki je različne barve, 2 točki. črne, sive, bele. Je meso jeda in jo lahko imaš, da jo domačiš doma. Res je. Ok, 2 točki, bravo. Jaz sem dobila jelenjad. Jelenjad je pomanjšan jelen. Je meso, je rastlinojeden in ima rjav kožuh. Dobro, tole nažalost ni jelenjad. Jelenjad je imel... Ja, Narobe se je zapomnil. nič hudega. Žal si dala samo pravilen opis, tako da dobite 1 točko za tole. Stopinje pa žal ni od jelenjadi, ampak smo rekli, da je od srnjadi. Ok, gremo še druga skupina pogledati. Jaz sem dobil zajca. Zajci so velike drugačne barve. Ima daljše zadnje noge, ker z njimi poskakuje in je rastlinojedec. Odlično, 2 točki. To je pes, ki je lahko različnih barv, je vsejedec in izhaja iz volkov. Iz rodu volkov, ok. So potomci volkov, Ja. ok, lahko rečem. V redu, 2 točki, čestitam. Jaz sem dobil jazbeca. Je črno-sivo-bele barve. Je vse jed in pa živi v luknjah. Dobro, 2 točki, čestitam. Jaz imam volka. Volk je črno-bele rjave barve, je vsejedec in ima 2 plasti maščob, da jih ne zebe, če grejo na Antarktiko. Odlično, ti pa dobro to veš, ne? Ja. Povej, kaj imaš doma. 2 volka, Kaj imaš po spolu? samca in samica. A sta par? Lepo, se imata rada? Lepo, me veseli. Jaz Že kje naraščaja je bilo? Bo tudi. A bo? No, super. imam vidro. Vidra je rjave barve, živi v sladkovodni vodi, je vsejeda in ima dolg rep. Rjav. Odlično, 2 točki. Kaj imaš pa ti, Anže? Jaz imam medveda, je temno rjave barve, je vsejedec in spi v hibernaciji. V hibernaciji spi, tako, bravo, odlično, 2 točki. In jaz mislim, da je druga skupina zmagala za 1 točko, tako da vsem čestitam, najbolj pa drugi skupini za zmago. Kaj ne rečem?
fantastični ste bili, res ste se dobro potrudili, tako da vse pohvale. Zelo dobro. Še par besed bomo spregovorili o medvedu, ali prav da veste, še pred tem bomo pa pogledali si, kako ločimo sledi volka, psa in lisice. Okay. Bom položil kar na tla. No, mogoče malo bolj kaj bolj ravnega, ampak kakorkoli. Gremo kar po velikosti, vidimo že po velikosti, bom kar proti vam obrnil, da boste pravilno videli. Zdaj se vzameš kakšno veliko trave. Sprav, že na pogled vidimo, da je volkova sled, oziroma sled stopinja, bistveno večja od pasje. Nekje 8 do 10 cm lahko meri volkova stopinja. Ne? In zdaj, kako ugotovimo, kaj je volk in kaj je pes? Da smo res prepričani, ne? Da ni to bil nek velik pes, ampak lahko zagotovo trdimo, da je to volk. Torej, ima tukaj 4 blazinice, 4 prste in na zunanje blazinice na vrhu potegnemo eno ravno črto in vidimo, da sta te dve blazinici točno na črti prideta, ne? Je tako? Sta točno na črti. Pri psu sta pa pod črto. Da vidimo? Če damo tlele gor, sta pod črto in pri lisici sta pa nad črto. Vidimo? Se pravi, pri volku sta srednji blazinici na črti, pri psu pod črto in pri lisici nad črto. Tako je. Ok, to smo rešili. To se boste zapomnili po moje, ne? Medved. Koliko mladičev ima lahko medvedka? Od enega do 4. Od enega do 4 je pravilen odgovor. Koliko so medvedi veliki, ki se skotijo? Koliko bi rekli? 20 cm. Ja, tako so veliki, kaj je pol. So goli in slepi. Nekje 3 tedne nas pregledajo, oziroma se traje, da se odlakajo, se pravi, da jim dlaka zraste. In v mestnem času, sprav v roku enega meseca, mama medvedka, vsejte se prosim, mama medvedka ne zapušča brloga, zato ker bi mladiči kaj? Ne bi pobegnali, ampak bi poginali. Zakaj? Koliko stopinj je v brlogu? Nisem več. Kaj rečete? Koliko je v podzemnih jamah temperatura? 8 do 10, ne? Tako je. In medvedke imajo kje brloge? V podzemnih jamah, tam kjer so kraški pojavi, kjer je nekje konstantna temperatura. Ravno zaradi tega, da mladiči ne bi se podhladili, da jih lahko ona varuje v svojem kožuhu, na toplem. In seveda, kot sem rekel, en mesec ne zapušča brloga. Se pravi, kako pa ona hrano dobi v mestnem času? Tako je, res je. Ona si že jeseni nabere ogromne zaloge ščrane, se pravi zaloge, da v bistvu dosti poje, da se zredi močno, in potem z te svoje maščobe, z te svoje tolšče proizvaja mleko za mladiče. Odlično. Nekje 1. aprila pride medvedka z mladiči ven in takrat je najbolj občutljiva. Kaj bi rekli, zakaj? Varuje jih, to je dejstvo, pa kaj še najbolj ključno. Prej sem rekel, da en mesec ne gre ne lulat, ne kakat. Je pa slačno. Nekaj drugega je še bolj problematično. Kakat mora iti, ja? Zelo težko se pokaka, ker se od zadnje naredi tak čep. Se kakat zasuši, bomo rekli, skite izrazno, da boste razumeli. Kot bi se vam, če en mesec ne bi šli na stranišče, razmislite, da smo moji. Je pa res, da ona en mesec takrat nič ne dodaja v želodec, se res potem svoje maščobe energijo, Dobro, koliko hrane mislite, da poje medved odrasel na dan?
10? 10. To je kar dost, ne? Se strinjate? Je vsejed, se pravi, je vse, kar najde, se pravi oportunist, če bo najdel srnega mladiča, ga bo ravno tako snedel, a ne, če ga bo ujel. Kakšno mrhovino radi pojedo. Kaj še? Trave, borovnice, ja, sladkosnedi so zelo, zato da sem tu čebelar. Gozdne jagode, bravo, borovnice, a ne. Drnulje. To je eno drmovje, ki ima take rozaste, dolge, podolgovate, ne ribes, drnulje. In ko se pokaka, ima čisto roza zdrek, po teh drnuljem. Točno veš, kaj je. Korenine. Tako? Korenince. Korenince tudi je, ponovadi kakšne zemeljske ose ali pa čebele skopne satja, ne, da dobi med ven. Tako, kakšne ose tudi proizvajajo. Mislim, imajo svoje zaloge hrane, ja, seveda. Ali naropajo, oziroma prinese drugod, pa ne noter, tako kot čebelce. Seveda imajo zaloge hrane. Ok, gremo nazaj k medvedu. Kot sem že prej rekel, morate vedeti, da je po drugi svetovni vojni do danes v Sloveniji torej so umrli 3 ljudje. Za četrtega ne vejo, je umrl naravne smrti ali ga je medved pokončal, a ne? Tako da grem staviti, da je zagotovo več ljudi umrlo v prometni nesreči, v nesreči s kolesom, na prehodu za pešce, če hočete, v teh 80 letih. Samo v Sloveniji govorim, a ne? Se razumemo? Kaj mislite, da je potem medved zelo nevaren? Ne. Ni Samo ko nevaren. more biti. Tako? Samo ko more biti. Ja. Razumem. Samo ko more biti za mladiče. Vse bomo o tem govorili, ne? Kdaj lahko pride do napada oziroma kdaj pride lahko do kakšnih konfliktov. Pa lahko kar začnemo s tem. V bistvu, če si predstavljate, da bi jaz prišel v polnoči v vašo sobo in rekel, Živa, kako si, Tristan, kako bi se počutil? Ja, bal bi se. Bal bi se. Vsi se poznava. Ok, ja, pa ašte. To bi rekel Živa. A bi? Kako si prišel not? Aha, bi te malo zanimala, ne? Ja. Bi bilo malo čuden. Enako je, ko mi pridemo v gost. V čigavo dnevno sobo pridemo? Medvedovo? A drži? Ja. Ali imamo doma v dnevni sobi medvede? Nimamo, a ne? Tako da imejte to v glavi, da ko pridete vi v gost, je enako, kot da pridete k nekomu na obisk. Kaj naredite, ko pridete k nekomu na obisk? Kar uletite not v spalnico k nekomu. Pozvoniš, potrkaš, pokličeš po telefonu, mogoče prehajam, a ne? Se napovemo in enako je, ko pridemo v gost. Se napovemo, kako pa? Lonc. Kako? Z enim loncem. Ok, z loncem lahko roputaš, ja. Prosto ne govorimo. A to vala? Ja. A je šunder? Je. Spravljamo zaploskamo, lahko zažvižgamo, lahko se glasno pogovarjamo, lahko eno zapojemo, ne? Sploh, kadar pridemo na goščo, ki je 50 na 50 metrov, a ne? Zakaj? Zato, ker se lahko medved not zadržuje pa počiva čez dan, a ne? Ne marajo čistin medvedje, a ne? Se pravi, da boste zelo redko videli, da bi kar čez tole čistino šel, on bo še vedno lepo ob robu gozda, če že mora kje iti, a ne? Tako da je skozi v kritju. Ne marajo čistin. Koliko je pa medvedov še v Sloveniji? Nekje je ocena zadnja, da jih je nekaj čez 1000. Kje pa večinoma? Večinoma so medvedke, so na Notranjskem, torej tlele, ko so javorniki, pa dol na Kočevskem, kjer so ti kraški pojavi, smo rekli, pa na Nanosu recimo tudi ena živi. Torej, in za rekel, tleh je največ medved. Medvedi so pa tudi po Sloveniji, po celi Sloveniji so pa samci živijo, ne? Največ medvedov je za na Slovaškem, ko se je pripojila strela. Verjamem, ja. Se pri nas smo tudi nekaj let imeli prepoved odstrela oziroma odvzema. So se pač kar precej namnožili in nekako je ocena... Postala nevarna. Kako? Postala nevarna. Ne, ni nevarno postala še, je še zmerno, je še vzdržno,
Ampak hočem reči, da so strokovnjaki ugotovili, da bi za naše okolje v Sloveniji najbolj idealno bilo, če bi mi imeli nekje 800 medvedov. Pomeni, da bi vsi imeli potem dovolj hrane, da ne bi bilo kakšnih izgredov okrog hiš, vasi in tako naprej. Ne? Ok. Umaknjena. Ja? Drži. Običajno, če ni bolna ali karkoli. Ne? Samo bo vsaka žival umaknjena, ravno tako medved in tako naprej. In kače in tako naprej. En scenarij je ta, da gre tam recimo medved po robu gozda, gor po zgornji strani travnika, ne? Če si predstavljate, a kaj naredimo? Ne letiš do njega, ki sem gledaš. Prav, lahko ga mirno opazujemo z te razdalje, ni nič posebenega, ne gre proti nam, a ne, ali karkoli. Gremo v njegovo smer slučajno, ne hodimo v njegovo smer in to je to. Če je pač tam naša smer, se pač obrnemo, pa gremo po drugi poti ali pa Ostanemo na mestu. ja, ali pa počakamo dobro 15-20 minut, da se medved res umakne načeloma, pa potem gremo z aplavzom skozi goščo, če moramo iti tam. Okay? Drug scenarij je recimo, da medved prihaja potem na klancu gor, jaz pa po tej ravnini hočem iti po tem klancu dol. Veter piha kam? Tako. Zdaj, recimo, ne v to smer. Oziroma, lahko preverimo kam piha. Ko preverimo, vršite travco v zrak, ne? Proti meni. Ja. Idealno, da se ne morava zavohati z medvedom. Drži? Je res? Je. Je. Se pravi, on ne more mene zavohati, jaz ne moram njega zavohati. In se srečava tlele gor, on tlele pod bregom, jaz pa tlele na tej ravnini v tem primeru. Kaj naredim? Srečeš majster, ki ležiš na tla in se ne vprašaš, pa se hodaš nazaj počasi. Prva stvar, ki je, zelo dobro si rekel, Da on napade, če napade tvojo majico, ki bi vohal. ne da napade, bomo tako začeli, se pravi po vrsti. Prva stvar, ki naredim je, medo živijo. Ne? Ga pozdravimo s mirnim tonom, če se da, ne? Se obrnemo na njega bočno, se pravi, da ne stojim takole, ker sem potem širši, ampak se postavim bočno in mu pregovarjam, ne gledam ga v oči, Bog ne da mu pobrnete hrbet oziroma da on ne vidi vaših oči. Zakaj? Ker pa misli, da si plen, ki ima tako tle oči. Ne, takrat misli, nič ne misli, ker ne vidi oči, ne bo imel tega respekta, sprav, ker imamo oči tako kot vsi predatorji. To so kdo? Volk, lisica, pes, mačka, ris in tako naprej. Imajo oči tako, vsi, ki so plen, vse živali, ki so po plen, imajo pa oči na strani. To so zajec, veverca, srna, jelen in tako naprej. Drži? Ok, in ko medved vidi, da smo mi predatorji, bo imel spoštovanje, čeprav on nima sovražnikov naravnih, vemo, ne, razen človeka, in ve, da lahko jih faše tudi od nas, ne? Kako oni to vejo, ampak ne vem, kako si to oni razlagajo, ampak nisem bil zraven, ne? Tako da vejo pa, da je človek nevaren. In seveda, česa se še bojijo medvedi, kot vsaka žival, ali pa tako je, ognja. Prav, če boste imeli ogenj, ste generalno mirni, varni, ne bo prišlo nič do vas. Pravi, živali vedo, da je samo človek sposoben zakuriti ogenj oziroma streljati. Če smo natančni. Ok, se pravi, ne obračamo hrbta, se postavimo bočno in mu prigovarjamo. Lej, medved, jaz sem prišel samo po borovničke, po jagode, karkoli, po gobe, a ne? Spustim nekaj na tla, lahko očala, lahko klobuk, lahko kakec, lahko karkoli spustite na tla. Se bo tam očala na tla, a ne? In se mu umikam. Se pravi, ne gledam ga v oči, imam ga pa skozi v vidnem polju. Naše vidno polje je zelo široko. Kaj to pomeni? Če stegnete roke, tukaj se pazite, da ne boste udarili soseda, pa date prste samo takole naravnosti, jih
pomahajte s prsti, vsi to naredite. Gledate naravnost, pomahate takole z rokama. A vidite obe roki? Ja. Prav gledate naravnost, ne? Pravi, naše vidno polje je skoraj 180 stopinj. Mi vidimo nekaj, da se kaj se nekaj premika s kotičkom očesa, a ne? Drži? Se pravi, medvede ne boste zgrešili, ker ni tako majhna žival. Se pravi, če je on tukaj, se jaz postavim tako, če se on pomakne tako, se jaz postavim ves čas bočno na njega. Ga ne gledam v oči, ampak pred njega, tako da vidim, kaj počne. Pustimo očala dol in se mu umikam. Recimo, da je zdaj Tristan medved, ne? Daj, nič hudega ti nočem, ne bom ti nič naredil, umikam se ti, ne? In, ne vem, Tristan je huda medvedka, ne? In bo hotla mene kot vsiljivca pregnati. In kaj bo naredila? Najprej se bo stavila pri očali, zagotov. Ali pa pri sendviču, na hrbtniku, kar smo odložili dol. Jakno, anorak, ja, karkoli. Se vstavi tukaj. Jaz kaj vmes pridobim? Prednost. Kakšno? Zašel. Pravi, v mestnem času se jaz umikam ono kava, jaz se umikam. In kar na koncu se kaj zgodi? Ni te več. Ne, da me ni več. Sam davci, nisi več grožnja. Nisem več taka grožnja, kot sem bil na začetku, če se spomnite. A sem že dal, ko sem bil na začetku? Ja. To je ta zgodba. Pravi, da se pravočasno umaknete, da se umaknete. Kaj bi se pa zgodil, če medvedka gre naprej od očal? Se povežemo na tla in pokrijemo vratne žile. Ja, vsekakor. Zgodi se napad. Vendar je prvi napad vedno, ampak ponavljam, poudarjam, lažen. Prvi napad medvedke je vedno lažen. Kaj to pomeni? Da sproba, kako se odzivaš. Ne sproba, kako se odzivaš, tako naredi, ja. Priteče do vas in nekje 1 meter pred vami zabije prednje šape v tla, da ustvari, dajmo reči, nek potres, da vam kaj zmrzne. Vse. Jaz rečem drekuriti, ne? Da vam zmrzne in to je njen namen. Prav, da vas prestraši, a ne? Ne da vas ubije. Napaka je edin kaj, kaj človek lahko naredi, če obrne hrbet. Če so tistem, ko ona gre od očal naprej proti ven, da vi obrnete hrbet, ste avtomatično plen. Sem tega ne naredi. To je vsa umetnost. In če že pride potem do vas, a ne, kot se neko bo lažni napad, jaz vam grem staviti, da vam bo noge posekali. Da vam jih bo, da se boste zložili kaj od sunca. Verjem. Ko bo zarohnel tam nekaj, verjem, da bo takole šlo. Pa še kaj potekati. A ne? A je res? Ja. Verjem, da je. Če oče... Verjem, da je. Mati to naredi. Kako? Če oče mati to, kaj še ne mebe. Ja. Prosim. Ja, kaj pa pol naredi, če kaj se pol zgodi, če... Ko pridemo do tukaj, do lažnega napada, je tako, kaj Jako preko lepo, itak se zložiš dol, ne? In kaj narediš? Zakriješ si vratne žile, s komolcema si prekriješ ključa in z nogama trebušno votlino. Da zaščitaš, kot nekaj rečemo, kot zarodek fetusa, ne se reče. Se kot da ne zaščiti čisto. Sam bolj zganjivaš, ja. No, ampak če... Če ima ona namen tebe pokončati, ne? Boš narodni heroj kot prvo, ne? Boš 4. ali pa 5. v vrsti. Ampak ni to njen namen, še enkrat poudarjam. Rjavi medved ni agresiven po naravi. Najbolj agresivno oziroma najbolj kritično je takrat, kot sem rekel, ko spomladi pripelje ven mladiče in se še ni pokakala. Takrat je najbolj razdražljiva. Ne?
problem je, veste kaj je največji problem? Kolesari so največji problem. A veste zakaj? Ne mislijo. Niso glasni. Oni se pripeljajo hiter, za ovinka, potihem, nič ne rohni, nič ne ropota. Ne? Ko se avto pelje, že slišimo v daljavi, da se pelje avto, a ne? Motor slišimo lahko, a ne? Pri kolesarjih pa nič ni, ne? Zdaj pa, če nimajo nobenega tacga zvončka gor, ali pa kakšne hupe, ali pa kaj, da bi podrobili pred ovinki, ali pa pred takimi nepreglednimi delami cesta, ne? Ker seveda žival, kaj? Se premika, ne? Hodi na vodo, hodi po hrano, išče hrano in tako naprej. Pač ne moramo zdaj medveda reči, ja zdaj pa ti, ko mi kolesarimo, zdaj pa nas smeš ni čez cesto. Aj kaj? A se strinjamo? Torej, še večji problem so pa spuščeni psi. To je pa največji problem in največ napadov se je zgodilo ravno zaradi spuščenih psov. Kako je to vem, to vam govorim iz naslova, ker sem licenciran vodnik za ogled medvedov v naravnem okolju. Prav lahko vas odpeljem na Prežo, si pogledate medveda, kako pride na krmišče, kakorkoli. In to je to, ne? Se pravi, moramo imeti nekaj znanja. To pa stane odvisno od človeka. Ne, ogled tam za 4 osebe je 244. Ali pa če si sami po 244. Eno do 4 nima veze. Zdaj da smotrno, da vas pride več. Potem manj na osebe. Če ste 4, pol 60 evrov na osebo, če si pa sami pa 240. Tako je. Prosim? If it's brown, lay down. Ja, if it's brown, lay down. Black, If black, fight back. fight back. If it's white, good night. Se pravi, če rjavi se uležemo na tla, se zaščitimo v žile, trebušno votlino smo rekli. To še tudi seveda. Črn. Če je črn, ga morate vi praktično pokončati. Če ne bo on vas. Ful so bolezni. So manjši od rjavega medveda, a ne? Ja, in je dejstvo, da so bolj agresivni. Pri polarnem, seveda pri belem medvedu pa nimate šans, ne? To je pa... Kile. Medveda. Samo obrambi lahko. A veste, na koliko kilometrov medved zavoha naš rjavi medved? Zavoha kadavre. Poginulo žival na 2 kilometra. To je dosti. Polarni medved na 40 kilometrov. Polarni. Ja, dobro sem sred dolga. Ja, on nima nobenih ovir, nima nobenih streh, borov, ne vem česa, cavi, kaj tam, samo led in veter, ki von tjulnov odnaša nizko, daleč, ne. Prosim. Kaj pa razlika med grizlijem pa pač rjavim medvedom? Popolnoma nobene razlike ni, to je ena in ista sorta, isti model, ista vrsta, ki bi rekel par avto, ista Mercedesa, isti letnik, ista modela, vse isto. Sem drugje živi. Samo drugje živi eden, ne, pa ima drugačne ceste, ne. En ima slabše, en ima boljše. Se pravi, pri nas imajo slabše pogoje medvedje za življenje, se pravi, imajo manj hrane, zato tudi ostanejo manjši, lažji. Čim grizli pa imajo več kaj? Hrane, več brusnic, imajo več kadavrov živali poginulih, a ne? Če več živali, seveda je tudi večja verjetnost, da bo tudi več umrlo in bo seveda ostali nekaj hrane tudi za medveda, ne?
Potem je pa še losos. Ja, losos je moj najrajši in morate vedeti, da kot zanimivost povem, ne? Losos gre iz tega potočka v teh gorah na Aljaski, po Kanadi, kakorkoli, 30 dek težka riba. 30 dek. Gre v morje, odraste in se vrača nazaj po istem potoku, se gre drstiti, torej odložiti jajčeca, ne? 30-kilska riba. 30 kil doseže. Kje boš to pojedel prav? To je več kot ti. To ima več kot ti pa posla zdravo. Petate. Torej, in seveda medvedi, ti medvedi, a ne, gor čakajo seveda vsi prestradani, ne, te losose, ki plavajo gor, ta prvi cel ga pojedo, s kožo vre, ne. Komplet. Ta drugega tudi, ki so siti, jih še vedno lovijo in si samo ikre stiskajo. Ste kdaj videli to? Pa se že norca delajo, ne? Iz hrane, ne? V bistvu samo to boljš stisnejo iz ribe in jo zavržejo in potem seveda druge živali dobijo tudi potem to. A kaj jo stisne umre? Tako? A kaj jo stisne umre? V glavnem jo ubije, zato da mu tam ne opleta, ne? In potem mrtvo zavrže, potem pa to ptice, pa druge raki, ne, druge vrste živali pač to poberejo in očistijo. To so samo prijazni. Kako? Do drugih živali so zelo Ja, ampak če pomislite, se zgodi še nekaj zelo pomembnega. Če si predstavljate, da ste vi na vrhu gore ali pa nekega hriba, pa dežuje vaš čas, recimo, vaš čas celo leto dežuje, se pravi minerale pa pač te rudninske snovi voda odplakuje v morje, recimo, ne? Prej, če se spomnite, sem rekel, da ta losos gre 30 dek težka riba v morje, In pol nazaj ga. se tam hrani roparca, ne, se pravi druge ribe ropa, ne, se hrani z ribami, ki so jedle prej. Od kakcev, onih ptičev, ki serejo dol iz pečine, ne. Kaj se smejete? Resno vam povem. To pade vse v morje, ne. In to so minerali, vitamini, ki jih potem posredno ali pa neposredno te ribe pojedo, In pol ti roparje ker davčno jih dočaka. pojedo neki drugi živalce, ki jih oni lovijo, razumeš? In to je, ne, in ta losos pol te ribe poje in se ti minerali in vitamini in v glavnem se shranijo na tem lososu, ki postane 30-kilska riba in vse minerale, pač te rudninske snovi pripelje nazaj v goro, medved ga poje in ga iztrebi 1 kilometer stran od reke. In kaj to pomeni? Se spet, še več. mislim, se spet narava pognoji, spet dobi minerale iz morja, ne, ki jih je ta losos prinesel. In ta tak začaran krog, tak naraven lep krog, temu reči, ne. Pa da ne govorimo pol še o selitvah živali, ki so lahko enkratne, večkratne. Poznamo recimo ene metulje, ki so tle okrog Severne pa Južne Amerike, torej Srednje Amerike, ki v 4 letih naredijo cikel, naredijo krog, ne. 4 generacije se zamenjajo in naredijo ta krog, ne. Ja. Potem še ptice selivke, mogoče tudi zanimivo, da vam povem, ne vem, če ste zdaj razmišljali, 4 ptice se selijo v topli kraj. Lastovke, selivke, ja, zakaj pa so selivke? Zakaj pa vrabec pa sinice ne gresta, pa šoja, pa vrana? Pa kukavice. Pa kukavice, zakaj oni ne grejo? So bolj navajene na mrzle. Vsi imajo perje. Sam recimo vrabec se tak puhast naredi, da kot Vsi imajo perje, ni to problem, zaradi mraza ne bi bil problem. Hrana je problem. Kaj rečete, zakaj? Selivke jedo mrčes. Pozimi pri nas pa mrčesa ni, a drži? Se pravi, grejo tja, kjer mrčes je. To pa je v toplih krajih, ne? Se razume?
Torej, te, ki jedo pa semena in ostale stvari, to so pa vrabci, kot sem prej rekel, šoje, rane, rake in tako naprej, te pa ostanejo. Ja. Kona pa ne je mrčica, ampak žabe. Žabe in seveda po zimi ni žab, zato ker se kaj zakopljajo v blato, ne? Tako je, so zelo živke. Drži. Okej. Še mogoče okrog parjenja pri medvedih, kot zanimivost ne povem, ne? Naši medvedi, torej 20 naših medvedov recimo ima telemetrijsko vratnico okrog vratu. In to je zato, da jih lahko sledijo, kje so, s kom so in koliko časa so skupaj in kam potem gredo. Vse se vidi, kje se te medvedi gibajo. In recimo, dam primer. Dobar dan. Ja. Dam primer, recimo medvedka Mojca na Nanosu dobi lupčka, Markota, iz Triglavskega narodnega parka. To je edini samc, ki gor živi, ker pač ne mora biti več samcev gor. Pride k njej in teden skupaj, točno 7 dni sta skupaj, se imata luštno, romantiko in tako naprej. Ne? In potem ta Marko gre k Urški, eni drugi medvedki, ne? Tam Mojca dobi pa enega Janeza. A ne? In sta spet en teden skupaj in tako naprej. In zakaj medvedka ostane toliko časa s temi fanti in se pari z njimi? Zaradi tega, da zaščiti svoje mladiče. In sicer kako? Tako da naslednje leto, ko ona ima mladiče, pa ta Marko spet pride k njej na obisk, bo on njo videl z mladiči tam, ne? In pomislil, da so pač mladiči njegovi. Ne, ker si, ti si pa ful me podoben, ne? On prepozna medvedko po velikosti, po vonju, tako naprej, po barvi, ne? Tako da on točno ve, kje živi, medvedke imajo svoj teritorij, tako smo rekli, tam, kjer imajo možnost nek prlog, da imajo lahko mladiče noter skrite, ne? Na varnem in toplem. In ti samci. In v tem primeru ta Marko gre kar naprej do Urške, ne? Pač preskoči Mojco, ne? Zato ker pač ima mladiče in ji da mir. Če pride pa en, ne vem, Goran ali pa ne vem, Janez, ne, Janez je bil Goran, ne? Pride pa en Goran, ker ni bil pa še nikoli pri Mojci, ne? Ni bo pobil mladiče, zaradi tega, da se bo takoj parile z njim. Okay? Ker njen materinski nagon je zelo, zelo, zelo močen. Pejmo prosim v senco še malo si. Mogoče se samo okrog obrnite. Prav njen ta materinski nagon je zelo močen. A lahko tiste stolček, Jakob? Da. Tako da, ja, si želi imeti mladiče, tudi sama skrbi za njih, a ne? Veste verjetno, 2 leti so mladiči z njimi, z njo, in po 2 letih mora, ali pa po 3 letih, odvisno, jih mora običajno škloftati, da grejo stran od njih. Tukaj vi ne bi hoteli stran od vaše mame, ne? Da ni šel do 20 leta tam, mislim, pri 3 letih. Ja. Razumete, no? Seveda mladiči nočejo iti stran, pa jih mora mama pa preputati, da dojamejo, da ne more več zraven, ne? Kaj imaš to? Tako, lahko štartata. Okej, se boš mogel plazati. Pazi. Še malo, kako ja? Čas, pa levo. Ajde, gor. Pokažete, Zdaj boš pa dobri meter mogel skočiti. Lak. kaj pa če bi on prestopil to? Sem, da vidim. Okej. Bravo. Meter naprej. Okej, stop. Ovire ste tiho. Zdaj boš tak diamantek boš mogel iti, da boš se mogel početnati. Pojdi čez, ja. Zdaj pa sam naprej. Kolena skup. Bravo. Ok, zdaj boš pa ne preskočil, da boš noge čez.
Še malo, stop. Noge Od čez. spodaj, ne, od spodaj mora iti. Pokazuje, kje mora iti. Ja, Pokazati, ajde. ja, je pokazal. Moraš spremljati. Kaj pa to? Kje mora iti? Ok, zdaj pa dol, ker zdaj pa to. Ups! Levo. Evo, zdaj pa... se pa znaj. Odlično, končano. Zamenjata vlogi, prosim. Skloni se, dol. Ok, še malo nižji. Boš mogel iti po vseh 4 naprej. Ok, počakaj. Zdaj pa še boš mogel iti dol, dol boš mogel iti. Kam? Ok, ne pozab, gor. Gor. Pa pet malo naprej, pa boš začutil pred sabo stvar. Čez pej. Ok. Malo bolj v levo pet. Desno. Druga leva. Druga leva. Dol pet. Ok, še malo bolj dol. Pa naprej. Ok. Zdaj peti kar naprej. Dokler ne boš zaščutil vere. Zdaj potipi od zgori, pa se malo sklon. Pa z rokom naprej potipi. Tle vmes moraš iti. Tako ja. Evo. In zdaj sam prestop. Pa to šlo pa to gladko. Bravo. Stop. Super. Brez dotikanja ga vodiš. Naprej. Stop. Zdaj pa začutil spadi vira. In moraš iti od spadi. Kvo? Ja. Ok, zdaj greš. Zdaj moraš iti pa čez oviro. Pa naprej. Ja, tle. Moraš pa iti čez oviro. Zdaj pa še eno oviro. Najdu. Evo. Ja, evo. Ja, tle. In moraš še enkrat iti čez. Ok, tukaj je ovira, ki moraš iti čez. Ja, ta del, ja. Ta del moraš iti čez. Kvo? In še en, zdaj pa pet pod to viro. Evo, zdaj boš začutil. Je, pod to viro je, ja. Odlično. Zamenjate vlogi. Ok, gremo. Ok, zdaj se malo skloniš. Še, puls. Ja, gor. Kaj se spremenila, zdaj čez stopiš, ne, čez. Malo desno. Čez stopiš, ja. Čutiš? Ja, čez stop. Super. Čez ful veliko oviro stopiš, še enkrat. Ok. Zdaj si boš plazila, zdaj čiš dol, ne. To si se čist prnje. Ja, sklon se, čist sklon, ne. Bolj levo. Ja, čist se sklon. Malo bolj desno. Ne, malo bolj desno. Zdaj pa stoj, pa se čist sklon. Kot, ja, in zdaj pa iti v spodi. Pa zdaj še levo. Še enkrat boš mogla iti v spodi. Levo, ja, tle dol. Ne, dol. Desno. Levo, zdaj tle v spodi, ja, tle v spodi. Sej isto čutiš, ja, dobro. Sej, kar ostane na tleh, zdaj se boš mogla še enkrat plaziti. Bolj desno. Desno. Sam. Desno. Dol, zdaj pa dol. Čist dol. Ful dol. Zdaj čutiš, tako, da boš mogla čez nekaj se plaziti. Malo bolj daj roko naprej. Ja, tle, v spodi. Še bolj. Kaj tle, še enkrat v spodi. Še ostane na tleh. Zdaj pa si čist se vleš. Čist, tam kje je vira. Tle, še boš mogla iti pod to.
Ja. In fajn. Good job. Good job. Odlično. Bravo. Naprej, naprej. Gledaj, čutiš oviro, ne? Pa nogo gor, nogo gor. Ne, ne, ne. Ne. Sem, ja. Pa še drugo nogo gor. Pa, Da pa skočiš čez. Modonca ta pa je bila. Naslednja ovira, moraš se skloniti, plazanje. Čisto spodaj, ja tako. Tam. Še dol, ajde. Na polovici ovire. Zdaj pa naslednja ovira, moraš iti gor. In zdaj boš mogel preskočiti oviro. ja, kva je Naprej. pa. Kakšna skaka. Bolj desno, bolj desno. Ja, to boš mogel To preskočiti. mogu preskočiti, Ja. ne, to lahko. Tako, vidiš. Tukaj boš mogel iti spodaj in pa gor. O, Ja. iste. In zdaj gor. Ne, ne, že, malo še naprej, malo še naprej. Malo naprej. Zdaj gor, zdaj gor. Ok, zdaj boš mogel spet spodaj. Tako, še dol, še, plazanje. Ja, tako. Ja, in zdaj je že finiš, aj. A to je konc? Bravo. Ok, ti boš šel zdaj čez, noš na skaku, najdu boš... Ne brez dotikanja. Boš najdu oviro, pa pejt sam z nogo čez, na skakanje. Ok, zdaj boš šel pa levo, 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 dol, pa pejt klej čez. Tam, ko si imel roke, ne, 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 pejt gor, daj roke gor, pa pejt klej čez to lukno. Ne, tukaj čez, ja, tukaj. Ok, no zdaj boš šel pa še vedno plazanje naprej. A ja, ne, pa stoj. Pejt levo, levo, levo še, Ok, zdaj boš šel pa desno, desno, pa naprej, ti sam, ok. Zdaj šel pa isto vstan pač v plazanju, vstan dol in pejt levo, še levo, pejt naprej, pejt naprej, ok, še, vstan dol, pa pejt, ok, zdaj pa pejt levo, pa vstan dol, pa šel zdaj dej roke čez naprej, da boš vedel kam iti, dol, pejt dol, pa levo, tukaj čez. To je to. Odlično. Sedi malo naprej, pa malo bolj v levo. In zdaj malo se skloni. In zdaj greš čez. Samo mi greš, tako je. In zdaj kar naprej in moraš samo to malo prestopiti. Prestopiti? Ja, prestopiti. Zdaj pejdi malo bolj v desno. Desno. Ja, in zdaj se skloni. In zdaj moraš samo plaziti se dol. Še plazi se, niti ne vstajaj. Plazi se. Še. Dokam? Zdaj moraš iti tle spodaj. O moj bog. Moj bog. Zdaj pejdi v levo. Kar po kolenih pejdi. V levo. Malo bolj v desno. In zdaj se samo še malo splazi. Splazi se še. Evo, si. Odlično. Zamenjate vlogi. Pejt malo naravnost. Stop. Zdaj pa pejt sklon, se pa pejt čez. No. Čez pa zdaj pa od spodaj, pod to. Pa še enkrat čez. Čez. Ja, Ali skloni. čez ti nože. Zdaj pa pejt še desno, zdaj se pa sklon, pa pejt še malo desno. Desno. Zdaj pa pejt tam od spodaj, kaj zatipaš.
Ne. Tam, ne, od spod. Ja, tam. Ja. Ne. Meni je padlo dol. Daj popravi. Brez skakanja, prosim. Kam zdaj? Ok, pet naravnost, ustan. Naravnost, pa tukaj pet čez. Ne, malo desno, pa čez. Pa tam imaš še noge. Pazi, še eno nogo imaš. Bravo. Zdaj, moraš biti pa samo enkrat naravnost, kaj se... Pet hitro Čakaj. Pet, stoj. Hitro naravnost. Pet spod, sklon se, pa pet tudi spodi. Odlično, Kori, bravo, super. Ok, zdaj bo šel naprej. Brez dotikanja. Naprej bo šel. Se je ful sklonil. Ulezu se v bistvu. In se plazi se. Plazi se. Bolj dol pejt. Tako je. Tako je. Zdaj pa se niti ne ustavil. Ok, zdaj boš na... Brez dotikanja, Andrej. Desno. Pejt bolj dol. Ja, tako čist. In zdaj boš naredil desno. Desno. Ja, naprej. Zdaj boš malo stal. Naprej pejt. Zdaj boš vstal. In ko boš zatipal kakšno tako, ja to, pet čez. Daj eno nogo čez in drugo. Ja, čez. Tako ja. Zdaj pet enako kot prej slalom. Ko pet dol. Pet dol. Ne, ja, tle. Ne, brez dotikanja, Andrej. Desno. Še malo. Naprej. Ok, si. Odlično. Gremo, zamenjamo vlogi. Levo, pa stop, levo, spamo iti preko. Ne malo bolj dol. Začuti roke, zdaj iti tu preko. Ma ne tu noter. Stopiš preko. Ja. Višja matematika. Ja, tu zdaj mogo... Ne, bolj levo se obrniti. Samo samo en trenutek hitro iti, okej? Levo. Kasneje prej razred. Pa gledaš pa samo en trenutek hitro mogo iti, okej? Ti mi jaz rekel zdaj. Zdaj. Super, stoj se zdaj. Zdaj nazaj, levo, dol, plazi se. Ne, desno. Nazaj. Desno, dol, plazi se. Da pa samo naravnost ide. Pa se znajde. Da naravnost. Plazi se, čisto dol. Ne, nazaj. Desno. Ide naravnost za kar. Ne, levo. Da je kar naprej. Ok, zdaj pa prijemo na desno. Desno. Da sam ide naravnost. Pa boš prek iti. Pa zdaj malo preko in zdaj pa ide kar naravnost, ja.
Ja, vreda, kaj je. Bravo. Naravnost. Dol. Naprej. Vstaj. Šest. Levo. Levo. Ja. Spod, šest, zdaj pa dolje spodaj. Spodaj. Lev, spod. Au, au, au. Naprej. Odlično, bravo, super. 3-4, gremo. Da bomo znali znati naravi, če si se zgubi. Mi gremo na survival, si znamo znati, kako si bomo. Hop. Ja. Mi gremo. Andi. Kaj si ga poštekal takoj. Super. Na survival, si znanje pridobi. Da bomo znali znati naravi. Če bi se zgubil, mi gremo na survival, kjer bomo spoznali, kako si... Jakob! Oh, bravo. Bravo. Znanje pridobit, da bomo znali znati naravi, če bi se zgubil. Mi gremo na survival, kjer bomo spoznali, kako si bomo v bivaku postelco postali. Mi gremo na survival, kjer Laris bo učil, kako se izgleda z volkom in proci bodo z njim. Hop. Mi gremo na survival, si znanje pridobit, da bomo se... Da se bomo znajdeli. Ni Filip. Ha, gremo še enkrat. Nisi ugotovil, bravo, bravo. Gremo, akcija. Si znanje pridobit, da bomo znali se znajti naravi, če bi se... Hop! Ti, ja. Mi gremo na survival. Andi. Nekaj je najlažje dobiti. Vse, ki znam dobro zvoke. Ne, gliho prav. Gremo. Stop! Nisem zavezil. Ni, gremo. Gremo, akcija. Si znanje pridobiti, da bomo znali se znajti naravi, če... Zdaj pa se probam tako. Maj gremo na survival. Maj gremo na survival. Zdaj se pa spuste, pa malo krog povečite. Spuste se za roke, ampak še vedno boste v krogu. Spuste si roke, tako, zdaj pa v malo večjem krogu gremo. Ajde. Hop! Kore. Joj, Boga.
izgubili v naravi, da bomo se ubili, ne? Mi gremo na survival, kjer Laris bo užil, kako se... Filip? Ne, Ne, gremo še enkrat. I'm sorry. Gremo. V smeri unega kazalca začnete. Kjer Laris bo. Kaj bom jaz tle delal? Kaj naj pa nam? Nimam nizkega glasu. Ne moram. Gremo. Gremo na survival, si znanje pridobiti, da bomo se zakrali. Hop. Mi gremo na survival, si znanje pridobiti, da bomo... Gapi. Bravo. Za malo si nekaj. Gremo. Na survival, si znanje pridobiti, da bomo Hop. Ne? Mi gremo na survival. Si znanje pridobiti. Da bomo se znati v naravi, če bi se zgubili. Mi gremo na survival, kjer Laris bo užil. Mi gremo na survival. Kaj? Rainbow majčka pa neki. To pa je. Rumena. Ja, Kaj si že? Ajda. ajde je, ja. Nisem Gorenka. Krko pa že si. Nije Gorenka čaj. Pa hodite v krogu. Ja. Zakaj ga bulte? Ne smete ga ful bult. Ker pol ta točno ve. Kaj gremo? Pridi nazaj, Gal. Smo že določili. No, dajmo, gremo. Kdo je vodja skupine? Gal ugotovi. Bravo. Kar petja. Ja, ker je bil za mano, ne vidim ga, če je za mano. Gremo? Martin! Martin, pridi. Kar okrog, pa boš ugotovil, kdo je zdaj. Gremo, 3-4 zdaj. Ne? Ne. Zdaj pa boš pa 10 počepov delal za naslednjega, ki boš falil. Hecam se, ne boš rabil. Bravo. Ok. Ker greš tja do Nadje. Dajmo,
Gremo, pridi nazaj. Bravo, 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 bravo. Ajde, Andrej, pejdi tja do... Gremo? Smo že določili, pridi Andrej. Kar začnite. Andrej, pridi. Kar gremo. Boš kar vsadzga. Si pa že skoraj vse povedal. Ja, zdaj si vsadzga vstavil, to ne bo šlo, dečko. To je to, kar si videla, pa ukažeš naprej. Ti pokažeš gledalcem. A to je to? Ja. Ok, hvala, super. Naprej gledaj.
Okay. Kakšno počutje? Super. Kako imate lepe, ti ima že pečeno. Evo, še jaz svoje predložim zraven, mačkem prostora bi prosil. Evo, bomo videli, koliko se bo hitro spekla, a prav? A bom pred vami, ali bom za vami spekel? Za nami. Red. Odvisno pri kjermu, aj pri tistih, ki so že malo pečene, aj pri tistih, ki še niso. Ja, bomo videli. Recimo pred to nauš, pred galom. Ja, pred gal ima že pečeno, ne? Pa po mojem tudi pred Tristanom ima tudi Tristan ima tudi že pečeno. Ja samo na eni strani. Pred mojo tudi na Pa ti imaš že pepel. Pa ti imaš pepel gor. Ja, vseeno. Kaj? Ribo na pol prerežeš, pa daš eno in konc drugo konc. Neč. Haj. Special. On je special. Tara, a ne? Ja. Ja, ko snemam, se muska prekine, saj prav. Tako da, a se imate dobro? Super. A je bila prva hrenovka dobra? Ja. Jaz nisem imela. A je to naša specialiteta? Je, ne? Super, lepo vam gre. Bodite tako, malo obrnite vsi, da vidimo, kako so lepo zapečene, super. Skozi počas obračate, ne? Ok.